staranjem se v telesu dogajajo spremembe, ki jih je treba upoštevati tudi pri načrtovanju prehrane. Tudi ali predvsem v tretjem življenjskem obdobju je prehrana ena od bistvenih stvari za ohranjanje zdravja, na kar se pogosto pozablja. O tem bomo govorili v prvih minutah naše oddaje. Dobro jutro, z nami je Katja Simič, dietetičarka. Evo, takole te bom obkrožila. Nekaj dobrega vidim tukaj, ne, na našem pultu. So se mi kar zasvetile oči, ampak bova začele z zajtrkom. Okay. Kako pomemben obrok dneva je to? Je pomembno za naše telo, kaj za zajtrk damo v usta? Ja, res je. Zdaj zajtrk nekateri pravijo, da najpomembnejši obrok dneva. Jaz se s tem delno strinjam, vsi so pomembni, tako da je tudi zajtrk eden izmed seveda teh. Zdaj, če se pogovarjava o starostniku oziroma praktično v neki vseh življenjskih obdobjih je to zelo pomembno, no? Ampak starostjo nekako res prihaja do sprememb v telesu, propada mišična masa in se potem res potrebno, da se vnese dovolj beljakovin in zajtrk je prvi obrok, ko v bistvu telo po nočni regeneraciji nekako mogoče celo izčrpa kakšna hranila, zaloge in tako naprej in je pomembno, da nekako začnemo dan z novo dozo, če lahko rečemo. Z novo dozo, ne? Ja. Zato, da bo pač potem tudi ta prav energetski dan, ne? Pred nami, da bomo lahko počeli stvari, ki jih seveda imamo v planu, ampak recimo primer dobrega zajtrka. Ja, jaz sem danes izbrala en tak zajtrk, ki se pogosto znajde na jedilnikih mojih varovancev in oni si radi namažejo na kruh, maslo in marmelado. To je taka stvar, mogoče ne vem, so tudi odraščali z njo ali kakorkoli, ne, in se potem to res veliko tega poje. In sem ta obrok recimo mogoče malo hranilno dodelala, izbrala ovseni kruh. Oves se namreč ugodno vpliva tudi na posameznike s težavami s holesterolom in potem namesto masla sem dala arašidovo maslo. Arašidovo maslo je pa v bistvu rastlinski vir, je zdrava maščobna kislina, obnaša se podobno, se pravi namažemo, je pa pač mogoče hranilno gledano malenkost bolj v tem spektru zdravih maščobnih kislin, rastlinskih, ne živalskih. Namazali smo pa z domačo ribezovo marmelado, ki jo je pripravila babica od prijateljice, tako da hvala za tole marmelado. In v bistvu na ta način dobimo en tak super obrok, preprost je, nekako se ga lahko tudi grize, ker včasih starostjo tudi ta problem nastane, da ne marajo preveč recimo nekih stvari, ki jih je potrebno grist. No, zraven smo dodali pa še kefir kot v bistvu mlečni izdelek, ki pomaga tudi pri potem lahko prebavi. Kaj pa za popit? Čaj? Ali priporočaš kavo? Lahko je čaj, lahko je tudi kavica, nič ni narobe, če je. Predvsem pa se za žejo res vedno pije voda in to je tista stvar, ki v bistvu jo želimo nekako spodbuditi, da sokovi, mleko, vsa ta v bistvu tekoča hrana je v bistvu res bolj v tej hranilni bilanci, ne v tej tekočinski. Tako da voda. O vodi bova še povedali, ne? Zdaj predvsem to, ali starostjo se potem res naučimo piti dovolj ali ne, ampak glede na to, da se je tako lepo pripravila ta krožnik, ne, ni to zame. Ne, mislim, da imaš goste danes. Ja, res je. Tako da jaz bi predlagala lahko ponudim z veseljem. Mava pa tudi kakšnega za naju. Za kasneje. Super. Evo, in naslednja gosta že čakate tukaj v naši dnevni sobi, ne? Tako v bistvu tudi doma postrežemo. Sicer zajtrk, ne vem, sta že zajtrkovala, da povemo, z nami sta Jožica Markovič in pa Jože Selan. Evo, izvolite, da se posladkata, zdaj pa. Hvala. Je zajtrk že bil? Hvala, ja, seveda. Ja. Je bil. Brez tega ne greste iz hiše? Brez tega se ne gre iz hiše. Ne? Ja. Gospa Jožica? Tudi nekaj malega. Tudi? Čeprav včasih pa niste bili, ne, pristaši za zajtrk? Ne, kot otrok, ko je mama šla v službo, jaz nisem več zajtrkovala. A res? Kaj pa ponavadi zajtrkujete? Tukaj sicer smo nekako pripravili en košček za enega, en košček za drugega. Gospod Jože, koliko kosov kruha si vi zjutraj narežete? Ja, 6. 6? Ja, sicer so majčkeno manjši kateli, ampak za mene je stvar taka, da telo ne rabi veličino, ampak rabi veliko različnih stvari. In moj prijatelj pa rekel, da če zjutraj ne poje kos kruha z marmelado in putrom, da je cel dan lačen. A res? Dobro. Vsako telo seveda potrebuje določeno stvar. Gospa Jožica, kako pa izgleda navadno vaš zajtrk? Takole košček marmelade, pa kruha, pa 2 deci vode ali pa 3. Pa opažate, da starostjo vendarle, ne vem, jesta drugače, mogoče bolj pazite, kaj vnašate v svoje telo, je na vaših jedilnikih več mogoče zelenjave, sadja kot včasih, ali se ni kaj bistveno spremenilo? Predvsem je količina manjša, ker ne rabiš toliko, ne?
pestrost mora biti pa glih taka. Najlažje je, ko staneš, da popiješ kakšen požirek dobrega soka, ali pa jaz začnem tudi z banano pa z mlekom. Ja, pol banance je skoraj obvezno. Potem so pa paštetka, topljeni sir, sirni namaz, to je vsak kos posebej, ne? Potem je pa sirček salamca, tiste malo večji. Odkud taka navada, to pa kar obilen zajtrk? Ja, to je pa tako. Ko smo mi iz socialističnih držav hodili smučati v Francijo, se nismo mogli prvošiti terase, tako kot Nemci, pa smo jih oddelali gledali, ne? In smo mogli zjutraj se najesti, ker tam je mraz, pa smučanje je kar napoln šport. In potem smo pojedli vse, kar je bilo na mizi. Ne? Jajca, hrenovke, čaj, kava, marmelada, paštete, vse to je šlo noter. In to je držalo, dokler zale niso zaprli. Torej do večerje, ja, skoraj da. Tako, polke, ja. Ja, ker je bilo treba še takrat skuhati, ne? Ja, po smučanju, seveda. Ja. Gospa Jožica, se vi držite tega pravila, da je treba jesti 5-krat na dan ali poslušate svoje telo? Poslušam svoje telo, ampak lahko ješ tudi večkrat na dan, ne? Samo z leti sploh treba večkrat vnašati, pa ženske imamo drugačno prehrano kot moški. Več ali manj smo bolj na zelenjavo, bolj na sadje. Seveda je tudi meso potrebno jesti, ampak vendar je drugače. Imajo oni drugačno presnovo, kot imamo ženske. Kaj navadno jeste za malico, dopoldansko? Jaz sadje. Sadje? Ja, jabolk, pa kakšno mandarinco, pa take stvari. Sokac, pa kakšno skutko tudi, ne? Sliši se dobro, pa poglejmo, kaj nam Katja pripravlja za malico, ne? Kaj predlagaš, kako si lahko popestrimo jedilnik? Ja, res je. Zdaj sta omenila, da jesta v bistvu bolj sadne malice in tudi to jaz vem, da se dogaja in s tem ni nič narobe. Sploh v tej prvi polovici dneva, če smo aktivni, je potrebno pač vnašati tudi enostavne vire sladkorjev, kar je pač v bistvu sadje potem super vir. Mi je bilo pa všeč, kaj je gospod omenil, da poje zraven tudi skuto, kajti vedno je treba nekako obrok balansirati z beljakovinskim virom. Sploh v starosti, tako kot ste v bistvu dobro omenila, večkrat pomal je veliko boljš zaradi prebave, večkrat pomal je pa dobro tudi zaradi tega, da dejansko naš organizem, naše mišice dobijo te aminokislinske vire, se pravi, to so potem v bistvu beljakovinska živila in da dejansko so nekako sproti na voljo. Zdaj po teoriji naj bi pojedli vsaj v glavnih 3 obrokih starostniki od 25 do 30 gramov beljakovin, za zajtrk, za kosilo, za večerjo. Skupno bi to potem naneslo, recimo, če gremo na to zgornjo mejo, se pravi 30, 90 beljakovin, s tem je večina posameznikov nekako potrebe pokrila. Gospod je omenil aktivnosti. Aktivni posamezniki so veliko bolj podvrženi, takole je na zaslonu tudi že zdrav krožnik, se pravi, aktivni posamezniki rabijo več in recimo tudi kakšne take salame ali pa taki viri v bistvu pridajo lahko v poštev. Za nekoga, ki se pa usede na kavč, je pa to mogoče malo premočno živilo iz vidika recimo maščob, je boljše neke bolj puste beljakovinske vire dodati. Moja malica je pa za nalaž v bistvu zelenjavna, se pravi sadne, nekako vemo, da jih vnašajo in to je humus in potem recimo korenček, paprika in se samo lahko pomaka noter in v bistvu na ta način poje. Zdaj, neki dela je s tem, da to narežeš, ampak spet v resnici je zadeva zelo preprosta in je ustrezna tudi kot malica za sabo, ker je v bistvu humus rastlinsko živilo, ne potrebuje nujno te hladne verige, kot na primer skuta, in v bistvu lahko imaš to tudi v kakšni taki priročni posodici in pogrizljaš, ne vem, na neki aktivnosti ali pa kakorkoli. Pa še barvito je, ne? Tako zelo privlačno na pogled. Kaj pa kosilo, recimo, ne? Ja, pri kosilu je pa ponavadi tako, da se v bistvu jaz ponavadi svetujem te glavne v bistvu tudi mesne vire v kosilu. Zdaj meso se nekako priporoča, da bi ga pač enkrat na dan nekako vnesli v tisti neki meri. Zdaj, preko smo videli krožnik, je bila beljakovinsko v bistvu živilo za dlan brez prstov in to lahko v bistvu vsak že zdaj doma, se pravi v bistvu pogleda, koliko nekako ne bi tega beljakovinskega živila bilo. Pogosto se pa v praksi zgodi, da tisti naši zrezki čez krožnike visijo, in so preobilni, preveliki. Kaj to pomeni? Recimo, če imaš manjšo dlan, potem je tudi manjši zrezek na krožniku? Ja, načeloma je tako, da v bistvu beljakovine zračunamo se pravi, koliko gramov beljakovin na kilogram telesne mase, ponavadi nižji imamo pač nižjo telesno maso, višjo in se potem na ta način lepo tako priročno nekako prilagodi. Za nekoga, ki nima zelo specifičnih prehranskih nekih potreb, je to dovolj dobro, da takole
prek palca oceniš. Kaj pa večerja, ne? Še tole si pripravila, to pa res dobro diši, ne? Popečeno papriko vonjam, ampak kaj je še noter? Zdaj tukaj je pa v bistvu polenta, ki se tudi pogosto znajde na jedilnikih starostnikov, ponavadi polenta z mlekom, kot če s kakšnimi ocvirki. Pridemo v nekaj spet ta bolj maščobni del naše prehrane in pogosto manjka beljakovin. In jaz sem se recimo navadila, da si v polento umešam skuto. Se pravi, skuhaš polento po navodilih in potem, ko je pripravljena, noter skuto. Jaz imam rada, da ostanejo grudice. Zdaj, nažalost, čeprav smo porabili tole steklo, se morda to ne bo videlo, no, ampak imam to rada. Je pa res, da lahko vse skupaj tudi veliko bolj premešaš in nekako bolj povežeš, da se teh grudic potem ne čuti. Lahko je pa to, se pravi, tudi kot neko tako, da imaš za sabo, a ne malico, če si daš v tako posodico, oziroma se na ta način v bistvu dopolni. Potem pa spet zelenjava. Zdaj tukaj so, se pravi, papriko, ki si zavohala, bučke, oliva, recimo sušeni paradižniki, ampak v resnici daš notri, kar želiš. In kar v bistvu ne, imaš tudi najraje od zelenjave. Tako, kar je v sezoni in poskusiš pač na ta način pokombinirati. Hvala za zdaj, gospa Jožica. Koliko zelenjave se znajde dnevno na vašem jedilniku? Pri meni kar precej. Kar precej? Solata, kar mora biti, ja, enkrat do dvakrat na dan. Ja. Kaj pa recimo juha za kosilo? Moja babica je vedno rekla, ni kosila brez tople juhce. A je to še pri vas taka navada? Lejte, z leti je tako, ne, juha je odvojalo tudi istočasno, ne, ker daš noter peteršilj, zeleno in tako dalje. Ne, in starostniki imajo problem z mehurjem, zadrževati vodo, kljub vsem vajam in tako naprej, ne, zato pred vadbo odsvetujemo juho. Ne, in vse take stvari, ki odvajajo vodo. Zato, da lahko intenzivno vadijo, potem, ko pa pridejo domov, si lahko pa tudi juho privoščijo. Ne? Zato med tednom, ko je recimo taka intenzivna vadba, ali to ščrtamo. Ne? Sicer pa juha, ja, pri meni je to obveza. Ne? Je, ne? Ja. Oba ste tudi športno zelo aktivna. Gospod Jože, vi tudi najmlajše ne, spodbujate k zdravemu načinu prehranjevanja in zelo ste uspešni pri tem. Bojda tudi najmlajši športniki z veseljem pogrizajo korenje. Ja, prav, če sem to spet poskušal, ker zdaj po covidu smo to malo prekinali. Drugač pa pri nas po vadbi, ne po treningu, vedno ugotovimo, da smo porabili energijo in jo treba nadomestiti. Tako, simbolično je to Kinder čokoladka, ne? Ja. Potem so pa vitaminčki. A je to po zimi par krhnov mandarine ali pa dober jabček, ne? Včeraj smo pogotovili, da smo veliko skakali in skačajo pa kengurujčki, pa zajčki, zajčki pa jejo korenje. In smo še korenje probali, ne? In so vsi grizali tako, kot zajčki. Se takrat tudi vi privoščite čokolado in pa korenje? Tudi, če ne drugega, probam, če je jabolk dober. Ker te jabolčka, ki jih jaz kupam, jih vsi tako hvalijo, ki jih posebej zberem, da so sočni, sladki in da se dobro režejo. Mislim tako, ja. Pa še nekaj, ne? V telovancah pa na vadbi se strogo pije voda. Pri meni, kamorkoli gremo, otroci tudi slučajno Coca-Cole ne smejo dvigati. Ne rečem, da jo morajo stran zliti, ampak že naprej povem staršem in otrokom, voda je za pit, za sprat rane ali karkoli, za osvežiti, za umiti, vse. In je to dovolj. Če sokovi se pa ve, kaj v telovadnici se po tleh polijo in to se paca, voda se nikoli, se obriše in je v redu in je za vse. In je dovolj. Katja je prej omenila, da če smo telesno aktivni, seveda lahko privoščimo tudi kaj več maščobe, mogoče tudi kakšen sladkor. Ne? Kaj recimo vi po vadbi pojeste? S čim se pregrešite? Se zgodi, ko pridem izčrpana po 2 intenzivnih vadbah, ki jih vodim, pa delam sama zraven, da mi zmanjka maščobe. To moje telo začuti in takrat jaz grem v možovo škatlo in si odrežem malo slanine. A ti si najbolj masni del. Tako, ja. Dobro, ni nič hud, ne? Ampak zdaj, kaj pa recimo glede beljakovin, ne? Katja je povedala, da je pri starosti zelo pomembno, ne? Tudi za telo, da je vse več beljakovin in da to tudi na redni bazi vnašamo v svoje telo. Kolikokrat na teden je recimo meso na vašem jedilniku? Ali pa to raje nadomestite s kakšno drugo s drugim hranilom? Jaz nadomestim to z jajcem, recimo, a ne? Drugač pa
več ali manj malo mesa, a ne, pa veliko zelenjave in je to. Morda za konec smo še dolžni samo to, Katja, koliko vode ali pa kakšne druge tekočine moramo popiti na dan? Ja, spet imamo neko teoretično številko, 30 ml na kilogram telesne mase, kar recimo pri 65 kg težki mogoče ženski, ki smo ponad lažje, je tam nekje 2 litra, pri 85 težkemu gospodu 2,5 litra. Ampak v resnici žeja je sicer en faktor, ampak starostjo pogosto občutek žeje nekako začne zamirati, ne čutimo več te potrebe. Tako da je vedno tudi barva urina tak dober pokazatelj, se pravi, če je urin bolj take svetle barve, kot kakšna taka zelo razredčena limonada je v redu, če pa planinski čaj lulamo, je pa mogoče fajn, da malo povečamo vnos tekočine. Zelo slikovito si to opisala. Hvala lepa za to, da si pripravila vse te dobrote in da si prišla v naš studio. Seveda pa hvala za vaše izkušnje, ki ste jih delili z nami, tako da se priporočamo, da še pridete kdaj na obisk in še naprej se tako dobro prehranjujte in poskrbite za svoje zdravje. Hvala in z veseljem se bomo udeležili. Ja, zdaj pa je čas, da mi pač pojemo vse to, kar je Katja za nas pripravila, in čas bo dober za to, kaj ti sledijo kratki oglasi. Naše vsebine si lahko ogledate tudi na družbenih omrežjih. Kmalu nadaljujemo, predtem pa še povabilo na našo brezplačno spletno stran planeteka.si, kjer lahko v različnih zavihkih hitro dostopate do zamujenih vsebin in rubrik Jutra na planetu. Na ekranu se vam je pojavila tudi QR koda, ki jo enostavno poskenirate s telefonom. En klik in že lahko dostopate do naših oddaj. Ja, tako, zdaj pa že čakajo naši oglaševalci. Ko se vrnemo, pa se bomo pridružili našemu Igorju na vrtu. Evo, zdaj pa izvolite.